Jure tukaj, Kin Vital. Danes vam bom pokazal vaje po operaciji menjave kolčnega sklepa. In sicer gre za vaje, ki jih lahko upoštevate potem, ko pridete iz bolnišnične oskrbe, in sicer v 1. do 6. tednu potem, ko pridete iz bolnišnice. Gre za vaje, ko še imate bergle, torej do 6 tednov se ima bergle in dobro spremljajte, katere vaje lahko in katere ne delate. Torej, da začnemo najprej z vajami na tleh. Vaje na tleh so lahko pri menjavi kolka, takoj po operaciji, v bistvu problematične. Zakaj? Ker tukaj ne gre toliko za problem, pozor, da so same vaje na tleh problematične, pač pa težko se boste spravili na tla in bo možnost, da bo prišlo do kakšnega izpaha večja. Namreč po operaciji je kolčni sklep zelo zrahljan, vezi so zelo rahle in zato je možnost izpaha po operaciji oziroma menjavi kolka precej visoka. Zato vam priporočam, da najprej uporabite posteljo ali pa kakšno tako mizo ali pa sedežno garnituro in izvajate te vaje ne na tleh, pač pa na dvignjeni površini. To je prva stvar, ki se jo morate zapomniti. Potem, ko se varno namestite na mizo, najprej začnemo vedno z izometričnimi vajami. Izometrične vaje so vaje, kjer ne gibljemo v velikih amplitudah, pa kjer ne izvajamo giba, pač pa probamo zgolj krepiti izometrično, statično moč mišic. Po menjavi kolka in po operaciji se skušamo izogniti seveda prevelikim bolečinam, ker imate še rano, tudi brazgotino boste še imeli vidno oziroma šive notri, zato ne izvajati velikih gibov. Prav tako vsekakor ne izvajati notranje oziroma adukcije, notranje rotacije kolka, to je ta gib, ali pa adukcije. Zakaj? Zato, ker vam tukaj lahko kolčni sklep vrže ven. Pri vas so v začetni fazi dobri gibi malo na ven, v majhnih amplitudah in navzgor. Torej, gremo gor, zadržite. Tukaj držite toliko časa, kolikor lahko. Torej, zmatrajte mišice. Obvezno morate dobiti nazaj mišično moč, kajti sicer boste imeli kolk ohlapen in bo možnost, da se vam ponovi kakšna poškodba bistveno večja. Potem greste takole navzven, torej obrnete stopalo na ven in delate v majhnih amplitudah dvige. To že niso več čist izometrične vaje, je že koncentrično, ekscentrična vaja, ampak vseeno smo še v majhnih amplitudah. Kot sem rekel, izogibajte se gibom na noter koleno, dvignete lahko tudi malce višje, upoštevajte svojo bolečino. Če vas ne boli, greste lahko tudi malo višje z nogo, če pa še rana boli, pa probajte biti malo bolj nežni. Potem naslednja pomembna vaja za vas je trening zunanje rotacije oziroma stabilizacije kolčnega sklepa. Zakaj? Pri hoji velikokrat lahko klecne koleno navznoter, zato vam zopet lahko kolk pelje v izpah. Zato pazite na to. Podprite se takole glavo, imejte koleno v višini boka, ne bo preveč dol, in najprej čisto izometrično začutite tele stranske mišične mišice, ritne mišice. Stranske zadnjične mišice lepo natreniramo takole, da dvigujemo koleno, medtem ko so stopala skupaj. Gre za vajo školjka. Torej, vaja školjka je tukaj v začetni fazi po menjavi kolka za vas zelo primerna vaja. Delajte toliko časa, da res začutite utrujanje teh glutealnih mišic tukaj gor. Ko končamo z izometričnimi vajami, ki jih delajte kar vsak dan, po vsaj 20 minut enkrat dnevno, torej boljše dvakrat. Ker to so vaje, ki vas ne bodo tako utrudile, da jih ne bi mogli delati vsaj dvakrat dnevno po 20 minut. Potem naslednja zadeva, ki jo moramo natrenirati, je kontrolirana stoja. Vi ste zdaj na berglah in lahko delate stojo, to, da se kolk navadi biti, muskulatura okoli kolka, da se navadi stabilizirati nogo. Probajte delati to tako, da ste uprti na mizo. Torej, lahko delate to bodisi tako, bodisi na berglah ali pa ob steni. Torej, tukaj ne boste s celo težo obremenili sklepa, ampak boste pa že obremenili do kar solidne sile in ne se bati. Sam sklep je precej močan, tudi že po operaciji. Bolj je problem v tem, da ne bi slučajno klecena noga navznoter, torej ta gib je pri vas problematičen, če pride do tega. Zato moramo te mišice natrenirati. In zato trenirajte to stabilnost, držite se tukaj za mizo ali pa za bergle in spreminjate takole položaj z leve na desno. Sploh dajte tisto nogo, ki je operirana, ki je seveda šibkejša. Pazite tudi na to, da niste z boki šli preveč takole na ven.
ta gib je tudi za vas problematičen, ker lahko pride do izpaha. Zato bodite takole raj bolj široko, pa se držite, da imate ravnotežje. Vidite, tako. In spet držite, kolikor lahko, zmatrajte mišice, ne biti preveč, kar se tega tiče, bojazljivi. Mišico, kot enkrat čutite, jo zmatrajte. To je dobra bolečina. Morate ločati med dobro in slabo bolečino. Slaba je tista, ki je res pekoča in boleča. Ok, gremo še naprej. Potem imamo simetrično hojo. Simetrično hojo lahko naredite tako, da kaj to pomeni simetrična hoja? Po operaciji zelo velikrat zaradi kolka, ki je operiran, ljudje začnejo šepati. Izogibajte se torej dolgim korakom, ker zaenkrat ste še v ranljivem položaju. Da boste dobro stabilizirali med hojo, pa simetrično se naučili hoditi, imejte bergle ob sebi, ampak hodite simetrično. Kljub temu, da imate bergle, vi lahko hodite tako, da enakomerno obremenjujete obe nogi. Torej, pazite na to. Glejte na to, da je hoja na nek način lepa, manekenska hoja, da ni to vlečenje noge za sabo. Torej, simetrična hoja, zelo pomemben faktor v 1. do 6. tednu po menjavi kolka. Naslednja zadeva in še zadnja zadeva, ne pozabiti na vaje za moč, ki vam bodo preprečevale možnost, da se vam ponovi taka poškodba ali pa izpah, pa vam hkrati tudi okrepijo vezi okoli kolka. In sicer, tudi v začetnih tednih so vaje pri terapevtski vadbi, kot jo tudi izvajamo pri nas, z utežmi, seveda, če so prave izbrane vaje, zelo priporočljive. Recimo, ena od teh vaj, ki jih lahko varno delate, kjer kolk ni nič obremenjen, je izteg kolena. Izteg kolena lahko delate doma na mizi, čisto takole, izometrično najprej, iztiskate sprednjo stegensko mišico, če imate kakšno utež, si lahko dodate gor na gleženj. Sicer pa, tako kot imamo tukaj pri nas, v našem centru, s pravilno izvedbo vaje iz tega kolena, lahko kar dobro z obema nogama delate, ali pa samo z nogo, ki je bila poškodovana oziroma kjer je bila operacija. Zakaj je ta vaja zelo pomembna? Hkrati ne obremenjujete kolka, ker gre za gib iz kolena, ampak muskulatura, ki jo trenirate, je pa izjemno pomembna pri tem, da vam prepreči možnost klecanja, popuščanja v sprednjih stegenskih mišicah, ki posledično lahko pripelje do tega gibanja vznoter, ki vam bo izpahnil vaš nov kolk. Tako da evo, to so vaje za prvo začetno fazo po menjavi kolka. Gremo na naslednji korak, kaj pa po 6. tednu lahko počnemo.